pa lepo pozdravljeni v čisto nov vlog in končno imamo nazaj spet tele avtočke na daljinca. Imeli smo malo zapleta z deli, ki so jih naročila. Ta prva runda je trajala 1 mesec in pa so se valjda deli izgubili. Pa smo mogli še enkrat vse naročiti in zdaj po 2 mesecih imamo končno aftermarket robo za najine Broncote. Predelave so valjda namenjene tudi performansu, ne pa sami izgledu avtočka. Tako da zdaj prva stvar, ki jo bomo preverili, koliko vertikalnih stopinj lahko tale Bronco naredi brez kakršnih koli predelav. Zdaj imamo tole postavljen na 42 stopinj naklona, pa gremo kar probati. No, le klele en koloži, kar on vziguje, ampak glih za glih, da pride. Zdaj pa zadevo vzignemo za še eno stopino. Glih za glih. Gremo mi kar na 44 stopinj. Tole je pa že kar zelo težko. Ne bo šlo. Jaz predlagam, da se zdaj pa lotimo predelav, pa da vidimo, kako bo zdaj z novimi servoti, prestavami, feltnami, gumami in tako naprej. Majster prišel na 44% klanc. Če ste gledali ta prvi del, ko so kupila tele Broncote, ste tudi slišali, da bova namenila še dodatnih 100 evrov budžeta vsak za predelave in pol bova tudi tekmovala, kdo je avtoček boljš predelal. Midva sva imela isti budžet, naročila sva pa kakšne ključne stvari kar malo drugače. Nič, Jan, kar ti začni, pa nam razlož, kva si za svojega Broncota naročil. Prva stvar je verjetno servo, ki ga bomo zamenjali vsi, feltne gume, uteži, steering link, fedri. To je v bistvu to. Kje pa je moj paketek? Pogledaj. Jaz sem vzel v bistvu iste gume kot Jan, zato ker nisem hotel, da so ful večje od teh original, ker če ne imaš že druge težave na podvozju, pa tako naprej. Kar je pa zelo zanimiv, jaz sem naročil tale odbijač spreden, ki je v bistvu tukaj v spredi precej oži, ker se mi je zgodilo parkrat, da v bistvu v teh, bom rekel, malo bolj ekstremnih pozicijah začne guma drgati spredi po odbijaču in to mi res ni bilo všeč. Pa imam tukaj še dodatne uteži, še ne dodatne uteži za feltne. Tole je pa po mojem najmanjša stvar, pa ena izmed najbolj pomembnih. To so pa v bistvu bolj počasne prestave. V bistvu reduktor za ta avto, no. Pa ene zelo prima rdeče feltne, ki mislim, da bo moj avto najlepši ratal. Pa še en servo motorček. To je zdaj v bistvu vsa roba, ki bo šla danes na tele avtočke. Ključne razlike med temi dvemi buildi bojo to, da ima Janov precej višji vzmetenje, moj bo ostal na stok vzmetenju. Kar je pa ključna razlika pri mojemu, je pa to, da sem si jaz umislil na zadnji aksi bolj počasne prestave. Se pravi ta ala reduktor. Zdaj pa najbolj, da gremo kar šraubat, da lahko zmagam. Ful mi niso bili všeč teli srebrni šravki, ki pridejo klele not v bidloke pa v feltne. Ko sem zdaj tlele vse preštimal si na karton, da poštriham jaz tole zadevo na črno. Zdaj sem eno čist za občutek sestavil s srebrnimi šravfi pa še s črnimi šravfi. In tale opcija ful bolj zgleda. Klele not sem zdaj dal malo bolj počasne prestave oziroma reduktor, zato da se avto pri nižjih hitrostih pele z višjimi obrati, kar je v bistvu za tak avto, ki je bolj mišljen za plezanje, pač precej lažje bo plezal. Evo, lekle so pa v bistvu še ta stari zobniki pa tale polžek. Zdaj pa sem še vse nazaj sestavim in voila. Najina Broncota sta zdaj dokončno predelana. Sicer zgledata zelo podobna, ampak sta v bistvu zelo različna. Oba sva imela budžeta 100 evrov in ta budžet so kar do konca stisnila. Mislim, da je od Jana Košarca prišla tako na enih 98 evrov, moja je bila pa okrog 95. Ključne razlike med tem dvema Broncotama so ta, da tale recimo ima še zmer stock bumper, ki ima moj tega ujačanega kovinskega. Tale nima reduktorja noter, ki ga moj v zadnji ima,
Kar pa moj nima, so pa upgradani šoksi, ki jih pa lahko vidiš klele noter. Dobar, Jan, zdaj pa ti razlož, kje se najbolj pozna, da imaš upgradane šokse. Najbolj se pozna zelo verjetno na flexu, ne. Kaj je flex? Od roka recimo, če ga damo na mojo havbo, se prekucne. Tudi vidite, kako se od roka recimo guma ne dotakne tal, ne. Flex je v bistvu to, ko gre ena guma, se pravi ta gre tukaj čist v odbijač noter, medtem, ko gre ta tudi v odbijač noter in v bistvu naredimo spiralo in temu se reče flex. Če ga jaz postavim na rokovo havbo zdajle, za flexa veliko več, ne. Šoksi imajo veliko več hoda, kakor lahko tudi tako vidimo, če ga damo bumper to bumper, ne. Precej se vidi, v bistvu za skoraj polovico feltne. Ok, zdaj bom pa jaz razložil, zakaj ta avto ni boljši od mojega. Smo že prej omenili, ima tale moj avto kovinski bumper spredi in kaj to naredi. Avto sploh, ko pleza, ima veliko več teže spredi. Kar je pa še bolj pomemben, je pa to, da ima v bistvu v zadnji noter reduktor oziroma zobnike, ki zadnjo akso ful bolj počasi vrtijo, kar pomeni, da avto lahko ful bolj kontrolirano pleza. Zdaj, kako bo to v praksi izgledalo, avto z boljšimi šoksi ali z boljšo razporeditvijo teže pa reduktorjem, ne vemo, kaj bo boljš funkcioniral, ampak dajmo pa zdaj vseeno pogledati, kako se odrežeta v bistvu na eni klasični strmini, pa do koliko stopinj vertikalnega naklona jih lahko pušnemo, preden se prevrneta na streho. Pa kakor se spomnim, zanj zadeva ni šla čez 45 stopinj, tako da bomo zdaj na 46 začeli, pa da vidimo, kam pridemo. A bi mogoče mogla na 45 začeti? Maybe. Ampak pride. Ampak jaz mislim, da je tole successful 46 stopinj. Evo, kle se ful dobro vidi, koliko recimo ta zadnji kolo bolj počasi vrti, kakor ta sreden, pa kakor vidite, ful manj nos oziguje, kakor Janovga. Zignemo zadevo na 47 stopinj. A miš, da boš naredil 47? Ok, da probi. Zdaj ga mi sam kipnil. A vidiš, koliko tep v bistvu fedre odpre spredi. Posledično tudi višji tipping point in pač ozigne nos. Nope! Ja, tudi ta že malo kolo ozigo, ampak brez težav. 48. Hudo! Ne moram verjeti. 49 stopinj. Že z gumo skoraj potegne v zadnji. A vrej, glej ga! 49! Je res throttle kontrola, ampak to je crazy. Noro! Pojď. Jaz si sploh nisem predstavljal, da bo to šlo na tak naklon, ampak nič, pojmo na 50 stopinj. 50. Kako je desno potegnil. Pač, če bi bila širša dila, bi prišel, kad dejansko pleza. Oh my god. What? Dominik Toretto. What? Noro. Dost Fast and Furious gledal pa gre. Ko je glavo obrit paketno v koloratu. Ok, jaz mislim, da smo zdaj dokazali, da je pač moj build boljši za... Čakaj, da povem do konca. Da je boljši pač za vertical climb, ampak pač zdaj, ko bomo šli pa na proper poligon, tam se pa zna tale, mislim, da boljš odrezati. Pa tudi ne bomo šli na 51, ki je že tole kar postraglo, ampak lahko rečemo, da gre na 50 vertical stopinj. Ampak 51 ga pa siguran kipno. Ne, 51 nima šan. Že zdaj sem bil tako 1% gasa, pa smo vsi videli, če sem šel na tako... Malo več ga je koj kipno, ga koj na to zadnje vrže. Kle se zdaj testiranje v domačem okolju zaključ, zdaj pa šibamo še na Koroško na proper RC poligon. Evo,
midva z Janom sva že naredila trening furo. Jem štartu štoparco tako kazanč, pa ista proga. Mino najmo 3, 4, zdaj. Noro. Tri pa 29. Ja, prav vice, koliko dejansko pač mu pomaga ta flex, ki se res dobro pobere zadevo. Evo, roka si redi. Sam, ok. 3, 4, zdaj. Sekund. Jup. 2,42. Pač full throttle z diferencialom je bolj, ne? Ja, ne, dobro delati. Ne, se ti smel 39. Ja, 3,39. Aja, pa sem jaz zmagal. Ja. Čak, res? Zato, ker si šel res full throttle, ne? Zadeva se je v bistvu na koncu izkazala, tako kot sva z Janom že na začetku predvidela, da bo moj Bronco v bistvu bolj zmogljiv na teh vertical climbih, on bo pa v bistvu te bolj podlage, kjer rabiš več fleksa podvozja, precej lažje premagoval. Jaz upam, da vam je bil take sorte vlog všeč. Če ja, mi napišite v spodaj v komentar, pa se bom potrudil, da še kdaj naredim kaj podobnega. Za vse tiste, ki ste pa pogledali res tale vlog čist do konca, vam pa lahko povem, da tista roba, ki se je vmes zgubila, je dejansko zdaj naknadno prišla. Jaz zdaj en tak set pač delov že imam na avtu. Čist nov servo, odbijač za Bronco, ta rdeče feltne, take, ki imam jaz na mojem avtu, plus tele proper gume. Jaz bi te dele, ki so mi ostali, full rad podaril nekomu izmed vas. Zdaj, če imaš ti kakšen tak Axialov model, da bo ta zadeva gor pasala, moj model je Axial SCX24, ali pa če imate doma otročke, ki se s takim zadevam igrajo, mi napišite na Instagramu zasebno sporočilo, da bi to imel. Jaz si pač res želim, da gre ta zadeva v ta prave roke, sploh zdaj, ki je čas božiča, pa mogoče s tem nekomu lahko polepšam dan. Tako da to je to za ta vlog, pa se vidimo, ko se zagledamo. Ajde, čau!